Policijskim providam, ki jih pri nekaterih državljan pomni po masnih položnicah, so nabavili nove gume. Kitajske Goodride, ki so v tujini na slabem glasu. Se je v Ameriki zgodilo, da so gume morali celo umakniti, da je guma pri višjih hitrosti eksplodirala, ne? In ko so fantje videli podatke o teh gumah, so pač postavili vprašanje, če smo dejansko policisti tako malo vredni. Pri nas so te gume neznanka. Ne. Kaj pa vi, gospod Goodride? Ne. Za te nisem slišal prvič. Šalo na stran, dejstva na plan, kitajske gume na slovenski test. Mora imeti 3 lastnosti guma. Prva je, da dobro zavira, druga lastnost je, da je guma predvidljiva, stabilna pri velikih hitrostih in tretja je, da se ne uniči prezgodaj. Poligon ima 3 podlage. Vozimo na različnih voznih podlagah, in sicer suhe, drsne vozni podlagi, in sicer ranga zvoženega snega, in na poledeneli drsni površini. Za ekstremne pogoje moramo imeti najboljšo pneumatiko. Se pravi, edini stik s cestiščem je par kvadratnih centimetrov pneumatike. Prav nasprotno je javni razpis namenil policistom na najhitrejših misijah. Takšne gume ne sodijo na intervencijska vozila. Kako so torej takšne gume prestale standarde razpisa? Nekatere gume pač imajo dobre rezultate, recimo na zaviranju, zato ker je izjemno mehka mešanica, kar pa seveda pomeni, da potem 2-krat, 3-krat zavirajo od intervencijskih hitrosti in rečva in je guma uničena. Potem recimo se zna zgodi, da ne zdrži niti cele sezone. Če že spregledamo dejstvo, da država slabo skrbi za tiste, ki malho polnijo z novci, pa na svetu varčevanju za državne uradnike, ki jim je to španska vas. Če že šparajmo kjerkoli, samo nikdar pri pneumatikah. Ampak saj poznate tisti ljudski reko bosi kovačevi kobili.